Eno bistvenih vprašanj pri odločanju za družino in pri seveda preživetju družine je vrtec. Vrtec v Sloveniji je zelo drag, zato smo v Stranki mladih Slovenije že 2 leti nazaj začeli z akcijo brezplačni vrtci za vse otroke. V to akcijo še trdno verjamemo tudi danes, čeprav je naš zakon, ki je bil preko 6000 podpisi vložen v Državni zbor, bil zavrnjen in potem sprejeta neka različica kot predvolilni bonbon za drugega, tretjega in vsakega nadaljnega otroka. To je tako, kot če bi dali nekomu plačo šele za 2. mesec, ko pride v službo. Brezplačni vrtci za vse otroke zato, ker želimo, da bo vključenost otrok večja, ker želimo, da bodo otroci enakopravni, da bodo vsi imeli možnost do predšolske vzgoje, ne glede na debelino denarnice njihovih staršev, ker je država to dolžna zagotoviti, ker gre za demografski trend, za demografsko politiko in tu not država premalo stori. V Sloveniji ne namenjamo niti 1% BDP za vrtce, za predšolsko vzgojo. V razvitih državah OECD, kjer je tudi Slovenija, zraven 1,3 do 2,3% BDP za predšolsko vzgojo. Če bi v Sloveniji vsi otroci bili vključeni v vrtec in imeli vrtec zastonj, bi to pomenilo 1,04%. Poleg tega slovenski starši plačujejo 8% oziroma 25%, evropski pa 8%. Tu je potrebno več narediti, država pa mora predšolsko vzgojo narediti enako dostopno kot osnovno šolo, srednje šolo in visoko šolstvo, kjer država plača stroške šolanja, predvsem pa stroške tistih, ki so tam zaposleni. To se pa v teh primerih prelaga na starše in občine. V Stranki mladih Slovenije bomo prvo, ko pridemo v parlament, ponovno vložili zakon o brezplačnih vrtcih v obravnavo in takrat bodo vrtci za vse brezplačni.